Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav z nove oddaje Županom za vas, novembrska oddaja, ko gostimo v našem studiu dr. Aleksandra Jevška, župana Mestne občine Murska Sobota. Gospod Jevšek, dobrodošli. Lep pozdrav vam, lep pozdrav vsem, ki naj jo gledajo. Takole vsak mesec o aktualnosti, ampak sedaj že malo pogled vnaprej, pripravljate proračun za leto 2022 in to je poseben proračun, imenovali ste ga participativni proračun in tudi takole lepo, čudovito obvestilo, naše gledalke in gledalci bodo to posebej videli, ste namenili občankam in občanom. Zakaj gre? Gre za trend, ki ni zdravstvo v naših glavah, ampak za trend, ki je prisoten v pripravljanju evropskih proračunov, pripravljanju tudi proračunov slovenskih, nekaterih slovenskih občin in Mestna občina Murska Sobota se je letos odločila, da prvič poizkusimo na nek način z neposredno participacijo občank in občanov pri sestavljanju proračuna, ki ga sedaj že kar pridno postavljamo, kajti znani so parametri, koliko denarja približno bo prišlo v proračun in sedaj seveda vedno je denarja premalo, ki pride not, denarja, ki gre ven, ga je več, zato ga moramo tudi pravilno razporediti. In torej mi smo na naši spletni strani objavili poziv občankam in občanom, to je tudi v Soboških novinah bilo objavljeno, da participirajo pri pripravi proračuna za leto 2022 na ta način, da dajo oni svoje predloge. Kaj pa je tisto, kar bi pa oni naredili? Namreč, odkrito je potrebno povedati, da čeprav jaz kot župan vsako leto obiščem vse krajevne skupnosti, vse mestne četrti, da se pogovarjam z svetniškimi skupinami o tem, kaj bomo delali, da delamo na nek način selekcijo od množice idej na tisto, kar je realno uresničljivo, in ker tudi moji sodelavke in sodelavci, ki bdijo nad evropskimi projekti, potrebujejo tudi nekaj denarja za to, da sofinanciramo evropske projekte, na koncu ugotoviš, da se pa nekatere stvari ne vidijo. Tiste, ki jih mogoče vidijo mladi, starejši, občanke in občani, in sedaj smo jih povabili, povejte nam, kaj bi pa vi delali. In ideje seveda so dobrodošle in prepričan sem, da bomo dobili nabor odličnih idej, od katerih bomo v okviru razpoložljivih sredstev, ki je namenjen za to participacijo, potem izbrali skupaj z občankami in občani tiste projekte, ki bodo dobili največ glasov. In veselim se tega procesa in vkolikor se bo pokazalo, da je to v redu, potem ga bomo še razširili, še dali več denarja za to, ker se mi zdi, da potem tudi ti projekti so nekako bolj pri srcu občank in občanov, zato ker so jih oni predlagali. To je bistvo tega proračuna, drugače pa ja, mi si bomo prizadevali, da proračun v letu 2022 nekje do konca januarja spravimo z drugim branjem do konca. Namreč pomembno je, da je proračun čim prej sprejet, zaradi tega, ker od tega potem tudi lahko takoj začnemo z razpisi za kulturo, program športa, za socialo in tako dalje in da ne motemo, potem delujemo tudi naprej. Seveda jaz bom naredil vse, da bom mestne svetnike informiral in tudi upošteval njihove predloge. No, kar se pa tiče mestnega sveta, imamo pa sedaj v četrtek sejo mestnega sveta, na kateri se bomo pogovarjali tudi o dveh zelo pomembnih dokumentih. To je statut mestne občine in poslovnik o delovanju mestnega sveta. Ministrstvo za javno upravo je nekatere občine, tudi Mestna občina Murska Sobota, ki ima že dokaj star statut in pa poslovnik, mislim, da okoli 15 let star poslovnik in pa statut, obvestilo, da je potrebno nekatere določbe statuta in poslovnika posodobiti in sedaj smo to naredili, pripravili prenovljen statut in poslovnik, ga dali tudi v obravnavo političnim skupinam v mestnem svetu, tudi poskušali dobiti čim večji konsens za nekatere spremembe, ki morajo biti za dvotretjinsko večino sprejete v mestnem svetu. In jaz računam na podporo svetnic in svetnikov. Odkrito povem, da so različna stališča, da so različni pogledi,
V osnovi pa seveda je kakorkoli statut in poslovnik morata biti usklajena z veljavno zakonodajo. Tukaj mimo se ne gre, ne sme iti, župan je tisti, ki mora na to paziti, to piše v zakonu in tega smo držali. Mi bomo povabili tudi pravnike, ki poznajo področje delovanja in izvrševanja zakonodaje občin, da bodo pojasnili svetnicam in svetnikom, kako to naj bi bilo in potem seveda bomo videli. No, pomembni so pa tudi prostorski akti, ki jih bomo sprejemali na seji mestnega sveta v četrtek za področje Bakovec, potem za področje nasproti Maximusa. Gre za eno novo območje, ki smo ga pripravili za obravnavo na prvo obravnavo na mestnem svetu. In vse skupaj je v tem smislu pozitivno, da vsak prostorski akt omogoča širitev, bodisi industrije, bodisi trgovine, bodisi naselij. In ne nazadnje pa je potrebno, ali pa to bi moral pravzaprav na začetku povedati, pa je en zelo pomemben dokument na mizi pred svetniki, to je pravilnik o subvencioniranju reševanja prvega stanovanjskega problema mladih in mladih družin. V mestni občini smo se odločili, da bomo v proračunu za leto 2022 namenili sredstva, s katerimi bomo subvencionirali bodisi nakup stanovanj ali pa izgradnje individualnih hiš mladih in mladih družin in na ta način jim pomagali, da vse v nekem obsegu, da bodo to investicijo lažje izpeljali, kajti naša želja je, da mladi ostajajo tukaj v našem mestu, v naši občini in da se občina iz teh res negativnih demografskih številk nekako izvleče. Dinamika takšna ali drugačna, že s proračunom za prihodnje leto, jasno, čim prej, kot ste dejali župan, da je potem tudi realizacija čim prejšnja, ne. Je pa mesec november, zašli smo že v njega, pa vendarle veliko investicij še je v teku in to tudi v glavnem tistih zunanjih na infrastrukturo. Ja, poglejte, mi sedaj nekako zaključujemo investicijski ciklus, ki je povezan z pridobljenimi evropskimi sredstvi, predvsem na področju mobilnosti. In ta sredstva moramo v celoti porabiti do leta 2023, do sredine leta 2023 in zaradi tega nekoliko hitimo, kajti, kot vemo, večja gradbišča so odprta tudi po letu dni ali dlje, če se kaj zalomi še dlje. In sedaj smo, kot je znano, in o tem so tudi midva že govorila, že začeli izvajanje rekonstrukcije ulice Staneta Rozmana, zelo pomemben projekt, pomemben v vseh ozirih, zaradi varnosti prometa, varnosti pešcev, kolesarjev, izgradnjo krožišča na Gregorčičevi ulici, na katero opozarjajo občanke in občani že vrsto let. In danes sem podpisal pogodbo tudi o izvedbi rekonstrukcije ulice arhitekta Novaka v neposrednji bližini vašega studia. Ta ulica bo v prihodnje asfaltirana, ne bo več tlakovana, kompletna infrastruktura komunalna se zamenja. To je prva faza, ki se bo začela sedaj v novembru in se bo končala nekje v maju mesecu druge leta, april, maj mesec. No, druga faza pa bo sledila izgradnja krožišča na Gregorčičevi in arhitekta Novaka, ki je nekako tudi povezana z projektom nadaljevanja, torej izgradnje trgovskega centra Mercator na sedaj, lahko rečemo, res praznem prostoru bivšega potrošnika. Investitor je počistil območje in jaz si želim, da bo ta investitor čim prej vložil vse potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja. Mi moramo spremeniti prostorski akt za to območje, kajti gre za nekoliko drugačen obseg objekta, kot je bil prvotno predviden. No, to, kar pa je spodbudno in kar je pa novica, preden sem prišel sem k vam v studij, pa je, da bo investitor za stanovanjski objekt pri avtobusnem podjetju v kratkem vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja in mogoče že konec letošnjega leta, začetek naslednjega leta pričel z gradbenimi deli. Kolikor sem seznanjen, je sondaža arheologov že bila opravljena, tako da odpravili smo vse ovire za izgradnjo tega pomembnega objekta, zaradi tega, ker prinaša 72 stanovanj.
ki jih financira stanovanjski sklad in pa nepremičninski sklad. In kot vemo, in podatki so taki, da stanovanj v naši občini primanjkuje, kar je na nek način razveseljivo, bilo bi, drugače ne bi bilo, in upam, da bomo s tem tudi pomagali tistim, ki iščejo bodisi lastniška ali najemna stanovanja, pomagali. Tako da, kot smo uvodoma rekli, investicije v samem mestu so v velikem zagonu, poleg teh, ki so pa povezane bodisi z zasebnim kapitalom ali pa z evropskimi sredstvi, kar sem povedal uvodoma, je pa še veliko manjših investicij, ki jih izvajamo v mestu samem. Mojstrska ulica je zaključena, Talanjeva je zaključena, prav tako zaključujemo dela na Prešernovi ulici, preplastitve nekaterih manjših ulic tudi v Črnelovcih, v Krogu, v Bakovcih je v planu še v letošnjem letu. No, to, kar pa je, se mi zdi pomembno izpostaviti od teh primestnih investicij, pa je preplastitev ceste od Kroga proti Satahovcem v smeri Tišine. To je cesta, ki je v katastrofalnem stanju. Tisti, ki se tam vozimo, to čutimo in ta cesta bo prioritetno še v letošnjem letu rekonstruirana. Smo pa tik pred podpisom pogodbe za eno večjih investicij v primestnih naseljih. To je druga faza rekonstrukcije ceste Pola na Markišavcih do mostu. Vrednost je približno 370 000 evrov in še v letošnjem letu se bo tudi rekonstrukcija te ceste začela in v naslednjem letu tudi zaključila. Ja, ne gre pozabiti, gre za regionalno cesto, ki se je tudi začela dela proti Gederovcem, ne. Pravzaprav je to malo državnega, ne, ali pa več državnega, ampak vseeno, ne, ker je navezujoča žila z smeri zahoda na Mursko Soboto, zopet verjetno neke potrpežljivosti vsi tisti, ki se vozijo, kajti včasih treba počakati, ne. Veste, kakorkoli govorimo o državnih cestah, če župan ni pogostokrat na direkciji za infrastrukturo, se tudi na državne ceste, ki so v slabem stanju, pozablja. In je treba državo ves čas opominjati, da tudi državne ceste so tiste, ki na nek način omogočajo varno vožnjo občank in občanov. In kar nekaj takih je tudi v mestni občini Murska Sobota, del ceste Gederovci, torej Črnelovci-Gederovci, tukaj smo tudi sofinancerji. Markišavci, cesta skozi Markišavce je državna cesta, imamo že sedaj v izdelavi projekt, Direkcija za infrastrukturo izdeluje projekt, krajanom je bil predstavljen idejni projekt, v tem sklopu tudi v ta sklop spada tudi dokončanje kolesarske steze od Merkurja do Živeksa in to, kar je pa sedaj seveda rdeča nit že nekaj let, žal nekaj let že, to je pa vzhodna obvoznica. Vzhodna obvoznica je pa sedaj, se mi zdi, že tako daleč, da lahko rečemo, da smo presekali gordijski vozel, ki je nastal zaradi zadrževalnika v Sebeborcih, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja za vzhodno obvoznico. Projekti za vzhodno obvoznico praktično so zrisani, večinoma zemljišč je odkupljenih. Mestna občina Murska Sobota pri tej investiciji že sodeluje z 1 milijonom soinvestiranja. Sedaj pa smo tudi po, to pa lahko suvereno rečem, po zaslugi mestne občine Murska Sobota presekali ta gordijski vozel in smo rekli, v redu, bomo dali tudi nekaj denarja za sebebrski zadrževalnik, kajti to je tudi protipoplavni ukrep za preprečevanje poplav v Nemčevcih, v BTC-ju, to so 10-letne vode, ki privrejo iz Goričkega v ta del. In jaz sem prepričan, da bomo sedaj v naslednjih tednih z ministrom Vrtovcem in s kolegom Glavačem podpisali sporazum o sofinanciranju dela tega zadrževalnika in da potem steče vse potrebno. To se bodo oddahnili tisti, ki na Direkciji za infrastrukturo skrbijo za ta projekt, oddahnili, ker bodo lahko začeli naprej z aktivnostmi za pridobitev gradbenega dovoljenja za to investicijo. Kajti ta investicija je, to je verjetno danes že vsakomur jasno, izjemno pomembna, ne samo za Mursko Soboto, za goričke občine, za Moravsko Toplice, za občino Moravske Toplice, za razbremenitev Lendavske ulice, za
razvijanje industrijske cone, severno-obrtne industrijske cone, za razvijanje obrtnih con na Goričkem, kajti če danes ni komunikacije, ne bo nihče vlagal v območja, kjer ima preveč problemov z transportom, bodisi dovoza ali pa odvoza do prostora, kjer investira. Če smem vprašati, za kakšni zadrževalnik, ker tu so se neke kresale iskre, takrat bile sta dve opciji, kakšen zdaj v končni fazi bo, niti ni pomembno. Poglejte, jaz tu ne bi filozofiral, zaradi tega, ker to je pristojnost občine Moravske Toplice. In povsem legitimno je, da ima občina Moravske Toplice pač svoje razvojne poglede na razvoj turizma in celotnega tega območja. V to ne bom posegal, jaz sem kot župan pa storil vse, kar je bilo v moji moči, da smo skupaj rešili ta problem. Zdaj, ali bo to moker zadrževalnik, ali bo jezero, ali bo suh zadrževalnik, zdaj ni več pomembno, bo pa menda, tako je tudi po odloku občine Moravske Toplice, suhi zadrževalnik z elementi mokrega. Torej, salomonska rešitev, ki pa v osnovi je namenjena temu, če se k tej tematiki nekoliko resneje obrnemo, da bo to protipoplavni ukrep tudi za del mestne občine Murska Sobota. To je pomembno. Veliko ste povedali, kaj vse, verjetno še kakšno stvar, ki more biti, sva sedaj v pogovoru pozabila, oziroma ste pozabili, ampak vsaj ne nazadnje vsak mesec takole tekoče sporočate občankam in občanom, kaj je napravljeno, kaj je v teku, kaj še bo. Aktualnosti v mesecu novembru, ne vemo, sicer danes se pogovarjamo še v času, ko zopet pretijo morda strožji ukrepi glede korone. Martinovanje ste imeli načrtovano v mestni občini kot zmeraj, tudi to podverjetno na Slovenski ulici, ki se je pokazala tudi zdaj v primeru Trezenega Senja kot odlično prizorišče, tudi lahko ga omejiš in nič praktično ne izgubi. Glejte, jaz bi izkoristil tudi to priložnost tega javnega nastopa in danes sem dobil na mizo tudi poziv ministra za zdravje, da to občanke, torej županje in župani vseh slovenskih občin počnemo in sicer, da res pozovemo občanke in občane, da se držijo pogojev PCT, da resnično se držijo navodil stroke, kajti vkolikor bo šlo tako naprej, kot gre v zadnjih tednih, potem se nam slabo piše. Ne samo zaradi martinovanja, to je mogoče nadoknaditi, tudi zaradi hujših zdravstvenih posledic in posledic na življenje in zdravje ljudi. Zato še enkrat poziv, da se resnično tega vsi skupaj držimo. Vkolikor martinovanje bo 12. novembra na Slovenski ulici, mi imamo vse pripravljeno, imamo pa pripravljen tudi celotni nabor prireditev v času božično-novoletnih praznikov. Naša želja letos je bila, in v tem je razpis že objavljen na portalu, da se postavi drsališče na Slovensko ulico. Želimo Slovensko ulico napraviti resnično čarobno, božično, novoletno prostor, kjer se bodo ljudje družili, kjer bodo mladi, pa tudi starejši drsali z vsemi, bo rekel, stvarmi, ki nekako spadajo v božično-novoletni čas. Upam, da bomo to lahko izpeljali, mi smo pripravljeni, seveda se bomo pa ravnali v skladu s tem, kakšna bo tudi situacija. Jaz sem tudi občankam in občanom, stanovalkam in stanovalcem na Slovenski ulici poslal prijazno, vljudnostno zaprosilo oziroma pismo, da poskušajo razumeti, da Slovenska ulica postaja prostor, kjer se odvijajo različne prireditve, prostor, kjer bo postavljeno drsališče. Mi bomo naredili vse, da bo drsališče pravočasno v večernih urah zaprto, da bo ugasnjena glasba, da ne bo motila stanovalcev pri njihovem nočnem počitku. Je pa vse več tudi takih stanovalcev Slovenske ulice, ki jih srečujem na cesti, pa pravijo, da jim je to všeč, da uživajo v tem, ko lahko iz svojega balkona poslušajo koncert in se mi zdi, da so nekako že navajeni na to, da živijo pač v centru mesta in da je center mesta tisti prostor, ki se ga vsi želimo, da bi oživel, kot smo že pred leti rekli, da bomo delali vse, da mestu vrnemo dušo in arhitektonsko smo sedaj to nekako
uredili, zdaj moramo pa še vsebinsko. Mi moramo navaditi ljudi, da se bodo iz različnih obrobnih trgovin, nič ne narobe, če gredo tja nakupovati, ampak da se bodo družili pa v samem mestnem jedru, ki mora dobiti svoj ritem. Ja, v upanju, da ne bodo kakšni strožji ukrepi preprečevali tega, se nadejamo čudovitega decembra, prazničnega decembra na Slovenski ulici. Hvala za današnji obisk, dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska. Hvala tudi vam. Cenjeni gledalke in gledalci, današnja oddaja Župan za vas v pogovoru z dr. Aleksandrom Jevškom, županom Mestne občine Murska Sobota. Do prihodnje ali eni od prihodnjih pa vam želim zdravja, pazite na se in srečno.